Živijo infodromovci! Zdravo! A nisva danes super trendi, kot iz kakšnega videospota? Ja, posebne priložnosti zahtevajo posebno opravo. Ja, res je. In današnja priložnost je 30. obletnica osamosvojitve Slovenije, ki jo praznujemo 25. junija, na dan samostojnosti. In približno takole nekako je izgledala otroška soba v času, ko se je Slovenija osamosvajala. Pa ti veš, da takrat muzike nisi mogel poslušati na YouTubu ali pa v kakšni aplikaciji? Ko se je Slovenija osamosvajala, sem bil star okoli 10 let, pa spomnim se, da sem takrat v onem obdobju, po mojem, ful poslušal Andreja Šifrerja, njegovo glasbo. Hej, fant, to bo dan, kot ga še ni bilo. Sem un dan gledal televizijo, če bom kje svojega očeta videl, ki je bil v uni množici na Trgu Republike, zaradi tega, ker je glih tam zraven delal, tako se spominjam tega dneva. Na slovesnosti, ki jo omenja Nipke, je Milan Kučan, takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije, izrekel znameniti stavek: Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Maks, kaj misliš, kako bi ta stavek zvenel, če mi ne bi imeli knjižne slovenščine? Ne vem, Gorenci bi verjetno rekli: danes zvečer še vka sanamo, jutri pa nov dan. Ja, Dolenci tam v okolici Šentruperta bi najbrž rekli: Ancuj, lahko sajemo, jutr bo drug dan. Ja, Prekmurci bi pa rekli: dnej svečer lej, ko sanjamo, jutro je novi den. No, Štajerci tam nekje v okolici Šmarja pa bi lahko rekli: danes še leh seja, jutr je pa nov den. Na Bovškem bi pa rekli: Ancu, lahko sijamo, jutri je nov dan. Zanimivo. No, slovenski knjižni jezik je bil eden od pogojev, da smo se ljudje, ki danes živimo na območju Slovenije, lahko čutili povezane. Ves ta čas sta bila kultura in jezik zelo pomembna. O, kultura. Pa ti veš, katere filme so gledali konec 80-ih let? Ne vem, Poletje v školjki je prvi in drugi del. To sem še jaz gledal, ko sem bil mulc. No, prvi celovečerec, ki so ga posneli po osamosvojitvi, pa je bil tale: Babica gre na jug. Ja. Zdaj pa v filmih gledate Ajdo Smrekar. Kako pa ona gleda na čas osamosvajanja in 10-dnevne vojne? Mi smo se v bistvu z družino tik pred vojno, takrat sem bila stara 5-6 let, vrnili nazaj domov iz Amerike v Kostanjevico na Krki. Se najbolj spomnim WC papirja, tistega roza barve. Če nisi bil pazljiv, te lahko kar fino pekla rit. Spomnim pa, da smo poslušali bombardiranje čez Gorjance iz Karlovca in takrat se spomnim, da sem tudi zajokala v enem momentu in spraševala, zakaj smo prišli domov, če je tukaj tako grozen. Gospod Mikša, ste zgodovinar in zagotovo veste, kakšna država je bila Jugoslavija. Ja, najprej je treba reči, da smo Slovenci živeli v dveh Jugoslavijah. Stari, prvi Jugoslaviji, ki je bila kraljevina, in kasneje, potem po letu 1945, po drugi svetovni vojni v socialistični Jugoslaviji. In ko govorimo o samosvojitvi Slovencev od Jugoslavije, mislimo to drugo državo. Kaj je bilo treba pripraviti, da smo lahko razglasili samostojnost? Predvsem je treba malo spremeniti zakonodajo, veliko stvari na področju obrambe, torej vojske, gospodarstva, tudi na področju monetarne politike oziroma novega denarja, od raznih dokumentov, potnih listov, registrskih tablic in tako naprej. Zelo zanimiva zgodba. Leta 1991 je bilo v Italiji namreč Evropsko prvenstvo v košarki, na katerem je za favorita veljala Jugoslavija, torej država, iz katere je Slovenija ravno izstopila. No in tako se je Jure moral odločiti, ali bo še naprej igral za državo, s katero je prišel na prvenstvo, ali pa bo zastopal interese svoje nove države in soigralce zapustil sredi tekmovanj. Kaj bi ti naredil, Maks? Ne vem, ampak vem, da se je Jure odločil, da zapusti jugoslovansko reprezentanco in s tem se je pravzaprav tudi odrekel medalji na prvenstvu. Lep pozdrav vsem infodromovcem iz Francije. Najprej me zanima, kako težka je bila ta odločitev? Nisem dolgo okleval. Mislim, da je bila odločitev hitra. Iz Rima ste se odpeljali z avtom, že na meji pa ste se srečali z vojaki Jugoslovanske ljudske armade. Vas je bilo strah? Moram priznati, da me je bilo zelo strah. Tudi ko smo nekako dobili dovoljenje, da gremo skozi mejo proti Ljubljani, ko opazuješ vse te vojake,
ki so bili na nek način prestrašeni, sedeli na tanku, uperjeni z mitraljezom v avto, niso lih prijetni občutki. Nismo izbirali sredstev, šli smo domov k svojim družinam. Sem takrat Lit dobil hčerko Aljano, ki je bila stara par mesecev, enostavno je ta želja večja. A so potem te posnetki iz zakulisja in iz prvih bojnih linij pripomogli k temu, da se je vojna prej končala? Absolutno, absolutno. Mislim, ker naši snemalci so res veliko riskirali. Mi ne, v redakciji ne bi rekel, da toliko, ampak ti na terenu so pa res šli v vsako nevarnost. Gospod Hočevar, hvala, da ste bili naš gost. Česa vas je bilo ob osamosvojitveni vojni najbolj strah? Jaz mislim, da je v vsaki vojni vsakega malo strah, ne? Da boš ranjen, da boš podlegel poškodbam. Mene je poleg tega bilo strah, da sem doma pustil sina in hči, ki sta bila tvojih let in ki nista imela varstva, zaradi tega, ker so oba ženo delala. Ste danes ponosni na Slovenijo, za katero ste se borili? Seveda sem ponosen na svojo državo, na svojo domovino. Ponosen sem tudi, da sem bil lahko zraven. Te pa res škoda, da smo s odnosi spravili na ta nivo, da se ne moremo dogovoriti in poskušati te svoje cilje uresničevati. Vojna je trajala 10 dni. Žrtve so bile na obeh straneh. Zadnji tuji vojak pa je slovensko ozemlje zapustil 25. oktobra 1991. Adijo!